Najlepša hvala, dober večer vsem, dobrodošli na tretjem predavanju, torej na predavanju s temo Hoja za smislom. Življenje ni nekaj, ampak je priložnost za nekaj. To naše srečanje ni nekaj, ampak je priložnost za nekaj. Na različna predavanja hodimo v življenju. Verjetno smo se jih udeležili že zelo veliko. Nekaterih tehničnih in drugih, ki se dotikajo nas samih. In vedno, ko govorimo, ko razmišljamo o smislu, govorimo pravzaprav o našem življenju, o mojem bivanju, o meni, o vas tam zadaj, o vas v peti vrsti. In želel bi, da ta večer, to uro, kolikor bomo preživeli skupaj približno, da poslušamo oziroma da živimo to uro na dveh ravneh. In sicer, da poslušamo to, o čemer bom govoril, in pa da hkrati vse skozi doživljamo stik s samim seboj. In da vse, kar bomo slišali, spustimo teh dolgih 30 cm iz možganov, iz ušes, tja v srce. Trstenjak je leta 1968 objavil knjigo Hoja za človekom. In v tej knjigi ugotavlja, da znanstveniki vedno hodijo torej vsi, ki preučujejo človeka, od psihologov, filozofov, zdravnikov, antropologov in tako naprej, vedno hodijo za človekom, za to veličino. Namreč, da človeka ne moremo nikoli doseči. Vprašanje je torej, če hodijo znanstveniki za človekom, za čim torej hodi človek? In nocoj lahko rečemo, vsak izmed nas hodi za svojim smislom. Vsak izmed nas hodi za ciljem svojega življenja. Vsak izmed nas stopica, včasih bolj, včasih manj. Tukaj danes, v tem trenutku si zastavite vprašanje. Sedaj, v tem trenutku, kaj je smisel mojega življenja? Kaj je smisel mojega življenja? Česa si v življenju ljudje najbolj želimo? Česa si želimo? Želimo si sreče, zdravja, česa še? Uspeha, česa še? Denarja, česa si še želimo? Ljubezni, miru, tistega zunanjega, pa predvsem tega notranjega, česa si še želimo? Torej, želimo si, to, kar smo našteli, pravzaprav samih lepih, pozitivnih stvari. Je tako? Ampak življenje pa vemo, imamo izkušnjo, da ni vedno lepo in vedno pozitivno. In seveda, kadar se nam dogajajo stvari, ki jih nismo načrtovali ali pa ki jih niti ne želimo, takrat si zastavljamo globoka vprašanja. Od kod preizkušnje? Zakaj pridejo preizkušnje v naše življenje? In pa seveda, ko preizkušnje pridejo, kako ravnati v času, ko smo preizkušani? Naprej, kakšen je smisel odnosov? Kolikokrat tudi v odnose gremo zakaj? Zaradi tega, da bi bolj polno živeli. Ampak imamo izkušnjo, da se velikokrat v odnosih, tudi tistih ali pa predvsem tistih najbližjih, dogajajo zelo boleče stvari. In mnogi, omenjeno je bilo, da izvajam tudi partnersko terapijo. A veste, mnogi, ki so se ljubili, ki so se odločili, da bodo skupaj preživeli vse življenje, pridejo v teh bolečih trenutkih in se sprašujejo, kakšen je še smisel tega odnosa? A je še sploh smiselno vztrajati? Je smiselno nadaljevati? Potem naprej smisel prizadevanj. Si damo nek cilj, pa ne uspemo,
in se velikokrat sprašujemo, ali je vredno vlagati, je vredno biti dober, se je vredno prizadevati, se je vredno truditi v življenju. Kakšen smisel imajo naša prizadevanja, če ne obrodijo sadov? Ali ko doživimo neuspeh, kakšen smisel ima pravzaprav neuspeh na poti našega življenja? In pa, kakšen je smisel trpljenja? Vsaka človekova eksistenca je zaznamovana tudi s trpljenjem. In še posebej v trenutkih trpljenja, takšnega ali drugačnega, se globoko v nas zastavi vprašanje smisla. Čemu? Kako s to novo okoliščino v svojem življenju? Poznate tegale gospoda? Viktor Frankl. Rojen je bil 26. marca, danes smo pa katerega marca? Torej, Frankl je imel včeraj rojsten dan, ne? Kateri rojsten dan je imel Frankl včeraj? Bi imel, če bi še živel? 112. rojstni dan. Kdo je še imel včeraj rojstni dan? A je imel še kdo včeraj rojstni dan? Jaz sem ga tudi imel. Še kdo je imel včeraj rojstni dan? Tako da ja, kakšne naključja v življenju so zelo zanimiva. Torej, 1905-1997, ko je umrl. Vidimo, da je zaznamoval oziroma ta razpon 20. stoletja. Rojen je bil na Dunaju. Dunaj, vemo, da je bilo takrat še središče monarhije, ko se je Frankl rodil. No, in Frankl je bil par stvari samo v njegovem življenju, kajti njegova življenjska zgodba je zelo dragocena, predvsem zaradi tega, ker ima neverjetno moč pričevanja. Torej, rojen je bil leta 1905 in že v mladih letih, že kot študent, je bil zelo nadarjen, bil je opažen in veliki Freud, vemo, da je bil rojen 54 let starejši od njega je bil, 1856, v 80, 70, 80 letih je odkril podzavest in veliki Freud je opazil Frankla in leta 1924 ga je povabil, da je v Freudovem časopisu Frankl objavil nek članek. Potem se je pridružil Adlerju, razšel se je s Freudom, pridružil se je Adlerju, razšel se je tudi z Adlerjem potem, ampak kar se mi zdi pomembno. Torej, prebil se je Frankl v neko tisto intelektualno smetano medvojnega Dunaja. Spoštovan, opažen. Bil je zdravnik psihiater, naredil je krasno kariero, bi rekli. Pri 34 letih je postal predstojnik nevrološke klinike nevrološkega oddelka na Dunaju, kar pomeni, imel je tudi kariero. In pa tretja stvar, uredil si je svoje osebno življenje, leta 40 ali 39 se je poročil svojo prvo ženo. Če bi tako pogledali njegovo življenje, tja do njegovih 37-38 let starosti, bi rekli, da je pravzaprav vse, kar je bilo odvisno od njega, opravil z odliko. Bil je ugleden, intelektualec, imel je kariero in uredil si osebno življenje. Torej, neko krasno izhodišče, na pragu življenja je bil in z veliko močjo je šel to življenje. Jaz prihajam iz Komende. Ko slišite Komenda, kaj vam pride na misel? Prva asociacija. Glina, kaj še? Konji. No, in ko smo mi ogledovali, kje se bomo pač naselili z družino, takrat so bili otroci še majhni, smo hodili po Komendi in smo prišli eno majsko nedeljo tja in so bile konjske dirke. Kasaške dirke, in ko je bilo konec tiste uradne tekme, je bila na to ekshibicijska tekma dveh rimskih vpreg. Veste, kaj so rimske vprege? Ben-Hur. To pomeni 4 možakarji na koleslu gor, eni v modrih tunikah rimskih, eni v rdečih tunikah in 3 konji. Vpreženi 3 konji. In ko so ti 2 vpregi, ko sta v drugem krogu pribili tam mimo tribun, ko smo videli to divjo moč, ti konji, ki so žrli to progo,
To je nekaj neverjetnega. Tista divja moč, In če pomislimo na Frankla. Frankl je imel na pragu svojega življenja, tam pri nekih 30 letih, v voz svojega življenja uprežene ravno tako 3 take močne konje. Življenje, prihajam, tukaj sem. Vse, kar je bilo od mene odvisno, sem naredil perfektno. Ampak v življenju se dogajajo tudi stvari, vsakemu izmed nas se zgodijo, stvari, ki jih nismo izbrali, stvari, za katere se nismo odločili, stvari, ki nam priletijo v življenje kot kamen v glavo. Niso bile naša izbira, ampak se moramo soočiti z njimi. Frankl je torej, kar je bilo odvisno od njega, naredil vse. In vse je naredil perfektno. Potem se mu je pa zgodilo nekaj, na kar ni imel nikakršnega vpliva in kar ni bila njegova izbira. Začela se je 2. svetovna vojna in Frankl je bil Jud. Dobil je vizo za Ameriko
lahko bi z ženo pobegnila, vendar Frankl pravi, da je v vesti čutil, da mora ostati, ker je upal, da bo glede na svoj položaj lahko pomagal svojim domačim, posebej svojemu očetu. Vest, ena zelo pomembna kategorija v logoterapiji. Potem so zaprli leta 1942 njega, ženo, očeta, brata. Skoraj 4 leta je preživel v različnih koncentracijskih taboriščih in leta 1945, 27. aprila, dočakal osvoboditev. Ko je prišel ven, je ugotovil, da je umrl njegov oče v taborišču, njegova mama, njegova žena je preživela, umrla nekaj tednov po osvoboditvi zaradi tifusa in vseh hudih zadev, ki so se zgodile pač v taborišču. In Frankl tam nekje zapiše, da v tistem trenutku ni vedel, kaj naj naredi. Naj se vrne na Dunaj in začne znova, ali naj gre na prvi most in se obesi. Vrnil se je na Dunaj. Je pa tukaj v taborišču Frankl odkril eno temeljno spoznanje, temeljno logoterapevtsko spoznanje, in sicer v teh nemogočih, nehumanih, nečloveških razmerah je Frankl odkril, da smo ljudje, vsak izmed nas, sposobni preživeti vsako, objektivno gledano še tako nesmiselno situacijo, če v njej odkrijemo nek svoj lastni smisel. Kar pomeni, ljudje smo tisti, vsak izmed nas je tisti, ki daje pomen okoliščinam, v katerih se znajde. Po osvoboditvi, oziroma pozneje, je nekoč nek novinar, mnogo pozneje, Franklu rekel, ja, seveda, vi, ko govorite o smislu, lahko vam, ker vaša življenjska zgodba, vaša moč pričevanja, vam ljudje verjamejo. Pa je Frankl odgovoril, veste kaj, vsak izmed nas preživi svoje koncentracijsko taborišče. In je res, če pomislimo, ne? Vsak izmed nas ima svoje koncentracijsko taborišče. Frankl je potem ustanovil torej 3. Dunajsko šolo psihoterapije, ki jo je imenoval logoterapija. Logos iz grške besede med drugim pomeni tudi smisel in terapija, zdravljenje, kar bi pomenilo, logoterapija pomeni zdravljenje z odkrivanjem življenjskega smisla. Napisal je veliko knjig, mnoge so prevedene tudi v slovenščino, verjetno ste kakšne od teh knjig že brali. Kljub vsemu rečem življenju da, knjiga, v kateri opisuje svoje taboriščne dogodivščine oziroma in te razmisleke, in pa potem Zdravnik in duša, Volja do smisla in tako naprej. Veliko knjig je prevedenih tudi od Elizabeth Lucas, njegove učenke, ki je pravzaprav potem strukturirala tudi njegovo misel v ta sistem, po katerem tudi mi danes študiramo. Ta temeljna življenjska izkušnja, da nam velikokrat šele ruševine našega življenja odprejo prost pogled na nebesa. In pa tisto vprašanje, zakaj je življenje tako narejeno, da moramo tolikokrat priti do konca, do nekega roba, do neke skrajne točke, da naredimo nek premik, da naredimo nek korak naprej. Zakaj ne vidimo teh zvezd, dokler se nam obok našega življenja ne zruši? Par stavkov sedaj o logoterapiji. 3 temeljni aksiomi, na katerih gradi logoterapija. In sicer, prvi, človek ima svobodno voljo. Torej, ljudje smo tisti, ki lahko izbiramo v vsakem trenutku. Smo svobodni. Drugi aksiom, temeljna človekova potreba, različne potrebe imamo, ne? Frankl pravi, temeljna potreba je človekova volja do smisla. In pa celotna stvarnost, v kateri se giblje,
je smiselna. Ta neko vera v to, da vse, kar nas obdaja, celotno stvarstvo, vse ima nek svoj namen, nek svoj smisel. Zelo pomembna je tudi Franklova antropologija, kako Frankl vidi človeka. A veste, od antropologije je pravzaprav odvisno vse. Od tega, kako mi vidimo človeka, od tod naprej potem delamo korake takšne in drugačne, teoretične, praktične, na kakšen način zdaj nudimo temu človeku neko celostno oporo. Kako torej antropologija vidi, oziroma Frankl vidi človeka? Temeljno človek je trodimenzionalno bitje. Telo, duša, duh. Velikokrat slišimo to zgodbo, a ne? O tej trodimenzionalnosti. Frankl se vse skozi spraševal, kaj je tisto, kar je specifično za človeka. Po čem je človek človek? In je ugotovil, da to ni telo, smo telo, ampak nismo samo ljudje, nimamo samo ljudje telesa, ni to psiha, ampak da je tisto, kar je specifično človeško, da je to človekova duhovna dimenzija. Torej, človeka določa bistveno njegova duhovna dimenzija. Kaj to konkretno pomeni? To konkretno pomeni, da če imamo na eni strani fizično raven, torej fizično dimenzijo človeka, imamo potem psihično dimenzijo človeka in vidimo tukaj neka psihofizična celota, Frankl pravi, potem se zgodi dvig v duhovno raven. Dvig v duhovno raven. In kaj je v tej duhovni ravni? Kaj je v tej duhovni dimenziji? Ni miselna dimenzija samo, ampak je predvsem smisel, svoboda, odgovornost, vest. To, po čemer je človek človek. Ne bomo se več kot toliko ustavljali, ampak samo pomembno se mi zdi poudariti to, da je Frankl s tem, torej duhovno je tukaj pojmovano ne v teološkem smislu, ampak v antropološkem smislu. Kar pomeni, da je Frankl s tem v medicino, v psihoterapijo uvedel kategorijo duhovnega kot eno od temeljnih kategorij vsakega izmed nas. Zdaj, kako mi polnimo to duhovno dimenzijo, vsak izmed nas, je seveda drugo vprašanje. Nekateri z religioznimi vsebinami, nekateri, ampak vest, svobodo, odgovornost, to, kar so postulati antropološke dimenzije, antropološkega vidika duhovne dimenzije, to pa je skupno nam vsem. A ne? To pa imamo vsi. Vsak izmed nas ima svobodo, vsak izmed nas se odloča, vsak izmed nas ima možnost takšnih in drugačnih izbir. Frankl govori o kljubovalni moči duha, v moči te duhovne dimenzije. Kar pomeni, da v moči duhovne dimenzije se ljudje lahko odločamo drugače, kakor bi se, če ne bi bili tudi duhovna bitja. Kaj to konkretno pomeni? Če bi bili ljudje samo telesna bitja, potem bi vedno sledili svojim nagonom, tako kot sledijo živali. Če ljudje ne bi bili duhovna bitja, potem bi vedno, ko nas nekdo napade, ko nas nekdo ogroža, odgovorili enako. Ker pa smo ljudje tudi duhovna bitja, imamo pa seveda možnost, da v vsaki situaciji ravnamo tako, kakor v vesti čutimo. Kar pomeni, da lahko ravnamo drugače, kakor bi bilo mogoče logično. Kar pomeni, da lahko kljubujemo v nekih zelo težkih situacijah, da se ne prepustimo, da vztrajamo. Ta slika tukaj je zelo povedna. Človek je sposoben, da se upre masi. Sposobni smo, da izbiramo, da sledimo svojemu cilju. Smisel torej ne prihaja od odzunaj, ampak smisel je nekaj, kar iščemo in najdemo samo v sebi. Če pogledamo ti dve slikci, bi na prvi pogled rekli, seveda, tam je kraj trpljenja, torej kraj absolutnega nesmisla.
Tukaj je pa polje radosti, polje veselja, polje življenja. Ampak vemo, da življenje še zdaleč ni tako. Ker če bi bilo to res, potem bi tukaj vsi izgubili svoj življenjski smisel in na tak ali na drugačen način končali življenje. In če bi bilo to res, potem bi vsi tisti, ki uživajo na tak ali na drugačen način, uživali še naprej in uživali čedalje bolj. Ampak vemo, kaj se je zgodilo Jacksonu, vemo, kaj se je zgodilo vsemu tistemu slavnemu klubu 27. Kar pomeni, da ljudje smo tisti, posamezniki smo tisti, ki dajemo smisel okoliščinam, v katerih se znajdemo. Smisel se pojavlja v različnih vprašanje smisla se pojavlja v različnih razvojnih obdobjih. Ne vem, ko smo bili otroci, ko smo bili v puberteti, smo si zastavljali vprašanje, kaj bom počel v življenju. Kakšno vprašanje smo si še zastavljali? Kakšen smisel ima učiti se matematiko? Jaz, ko sem bil v puberteti oziroma v teh najstniških letih, sem gledal fante stare tam ene 22-23 let, ne? Jaz sem bil takrat 17-18, tisti, ki so že motorje imeli, ki so se že tako samozavestno pripeljali, pivo naročili, ki so bili tako frajeri, ne? Sem jih gledal in sem si mislil, da bi bil jaz čimprej star 23 let, da mi bo končno v življenju jasno. Ampak potem sem dočakal tudi 23 let, ne? Pa mi še vedno ni bilo vse v življenju jasno. Kar pomeni, da se v zrelem obdobju tudi pojavlja vprašanje smisla na nek čisto drugačen način. Da se v starosti na novo pojavlja vprašanje smisla. Kar pomeni, da je smisel nekaj zelo dinamičnega. Nekaj, česar nimamo nikoli zares v zakupu. Nekaj, na kar moramo biti vedno pozorni. Ampak Elizabeth Lucas pravi, da je smislom nekako tako kot zrakom, a ne? Dokler dihamo, dokler nimamo nosa zamašenega, dokler nismo prehlajeni, dokler imamo dovolj svežega zraka, se sploh ne zavedamo, da vdihavamo, da živimo, da se pretaka življenje v nas. Kdaj se zavemo pomena zraka? Takrat, ko ga zmanjkuje, a ne? Se vam je že kdaj zgodilo, da vas je kdo tunkal, pa vas je dlje časa tiščal noter, kakor bi bilo primerno. Da ste začeli hlastati za zrakom, da ste začutili, da vam zraka primanjkuje. Tako je v različnih življenjskih obdobjih. Ko že mislimo, da imamo neko stvar v zakupu, da smo gotovi, pridajo nove okoliščine, pa odidejo otroci, pa se menjavajo, ne vem, zunanje okoliščine, enkrat služba je, drugič službe ni, pa pride starost, pa pride bolezen in se to vprašanje smisla odpira vedno znova. Skratka, vprašanje smisla se pojavlja v različnih starostnih obdobjih, Frankl pa pravi, da se pojavlja tudi situacijsko. To pomeni, da vprašanje smisla sproži nek določen dogodek. Ko so vse stvari postavljene, potem se pa zgodi nekaj, kar ni naša izbira, nekaj, na kar nimamo nikakršnega vpliva, pa se moramo vseeno, oziroma zelo globoko ta stvar zaznamuje naše življenje in se moramo s to stvarjo seveda soočiti. Recimo situacijsko, kakšne so situacije, ki sprožijo vprašanje smisla? Smrt recimo, izguba neke ljubljene osebe, kaj še? Bolezen. Torej, nihče izmed nas si ne želi, ne išče, ne prosi bolezni. Mene je velikokrat tako, ko slišim, da je nekdo dobil diagnozo raka, po statistikah bo vsak tretji izmed nas nekoč slišal to isto diagnozo, mi je vedno tisto občudovanje v duši. Wow,
kako se ta človek zdaj sooča s to stvarjo? Kje najde to notranjo moč? Skratka, veliko nekih situacij, ki na novo odprejo vprašanje smisla. A veste, smislom je nekako tako, ne? Neka budnost, neka previdnost mora vedno biti. Da tam v Svetem pismu nekje piše en zanimiv stavek: kdor misli, da stoji, naj pazi, da ne pade. To ne pomeni, kdor stoji, naj pazi, da ne pade. Ampak, kdor ima občutek, da stoji, naj bo pozoren, naj merka, da ne bo padel. A ne? Kar pomeni, smislom je nekaj podobnega. Lej, če nam gre v redu, če smo sami seboj, v odnosi z drugimi, če zadeve v redu potekajo, krasno, ampak naj nas to ne uspava. Bodimo pozorni, ker ta lučka smisla, ta plamenček je zelo dragocen po eni strani, po drugi strani pa tudi zelo, zelo nežen. Danes velikokrat slišimo neke tele izraze, ne? Vse v končni fazi, vse skupaj nima nikakršnega smisla. Nič se ne splača. A sploh o čemarkoli ljudje danes odločamo lahko. Se ima smisel grebst, prizadevati. Vse je brez zveze. Ko smo pred 20 leti delal v Fužinah, Skala, in smo prihajali tja k mladostnikom zvečer po noči. Prideš tja na tiste stopnice, gruča mladih. Kva dogaja? Dolg čas, dolg cajt. Ne? Vse je brez veze. Ko čas postane dolg. Ne? In Frankl pravi, da ta občutja sodobnega človeka, ta občutek nemoči, ki se na različne načine pretvarja v obraze nesmisla, da ta občutek vodi v bivansko praznino, eksistencialni vakuum, to je Franklov izraz, ne? In posledica je pa kaj? Dolg čas, naveličanost, samomori, kriminal, zasvojenost. Vprašanje, zakaj, kako se zgodi, da tudi iz uglednih, bogatih, ne vem kakšnih krogov otroci, mladi ljudje stopijo na pot kriminala? A ni to za one, ki so na robu tam nekje? Ampak seveda, če zmanjka znotraj tistega, kar imamo, luč smisla, potem so seveda vse meje padajo, so vse stvari dovoljene. In Frankl pravi, da to vodi, on jo je poimenoval noogeno depresijo, tako stanje. Kar pomeni, da ljudje, če izgubimo smisel, če ga izgubimo globoko, če ga izgubimo na celi črti, da pademo v depresijo. Ta bivanska praznina. Ustavili se bomo kratko še pri temule osnovnemu modelu logoterapije, ki pravzaprav pojasnjuje, kako v logoterapiji vidimo čas in pa odnos do preteklosti in pa odnos do prihodnosti. Če si predstavljate, ta črta tukaj, to je črta sedanjega trenutka. Zdaj. Smo že velikokrat slišali, ne, da imamo samo sedanji trenutek, ki je resničen. Je tako? Zaradi česa? Zaradi česa? Frankl pravi, da zaradi tega, ker lahko samo v sedanjem trenutku sprejmem odločitev. Samo v sedanjem trenutku lahko sprejmem odločitev. V vsakem trenutku eno samo odločitev. Si lahko predstavljamo, ne? Ta zdaj, da smo nasajeni na premico časa, zdaj,
zdaj. In prihodnost skozi nas, skozi našo individualno izkušnjo, se prihodnost preko sedanjosti spreminja v preteklost. V vsakem trenutku imamo tisoče možnosti, tisoč možnih izbir. V vsakem trenutku, torej v polju svobode, imamo nešteto izbir. Recimo v temle trenutku, zdaj. Kakšno odločitev lahko sprejme vsak izmed vas? Lahko sedite, lahko vstanete in odidete. Kakšno odločitev še lahko sprejmete? Lahko pogledate na mobitel, lahko pišete SMS-e, lahko pogledate, če se je kaj zgodilo, kakšno bo vreme jutri. Lahko me gledate, pa z mislimi tavate, Bog si ga vedi kje. Lahko zaspite. Ne? To pomeni, v vsakem trenutku imamo nešteto možnosti. Za katero se odločimo? Točno. Frankl pravi, odločimo se za tisto možnost, ki se nam v tistem trenutku zdi najbolj smiselna. In Frankl to imenuje smisel trenutka. Kar pomeni, vsak izmed nas bi lahko v tem trenutku počel, ne vem, en odhajal, en prihajal, en klepetal s sosedom. Ne. Ampak mi prepoznavamo smisel trenutka v tem, da razmišljamo o svojem smislu, da razmišljamo o tem, o čemer pač razmišljamo. Torej, imamo neko polje svobode, kjer lahko izbiramo. Nešteto zvezdic, tiste, ki se jo dotaknem, tisto potegnem v resničnost. Je tako? Tista postane resnična, vse druge so možnosti, ki jih v tem trenutku nisem izkoristil. Zakaj je tako pomembno? A veste, danes je zelo in koncept čuječnosti. Ne? Se na različnih koncih ozaveščamo o istih stvarih. Zakaj je tako pomembno živeti v stiku s samim seboj? Zaradi tega, ker se trenutki preprosto ne vračajo. Trenutki se ne vračajo. Glejte, če ne bomo tegale trenutka, tegale zdajle, preživeli intenzivno, ga ne bomo nikoli več. Pa dobro, se bo čez en mesec ponovno predavanje v okviru pozitivne psihologije, bom pa takrat. V redu, boš lahko takrat. Ampak tega, če si izgubil, ta se ti ne bo nikoli več vrnil. Kajti čas se ne vrača. Pravijo, da je bila neka oštarija, in da je on nekaj kelner napisal na tablo spredaj, veste, tisto, ki imajo menije gor napisane, ne, je gor pisalo, jutri so malice za ston. Ne. Ampak jutri ne pride nikoli, ne, jutri ne pride nikoli. Kar pomeni ta pomembnost tega sedanjega trenutka, odgovornost, ki jo imam do svojega življenja, do ljudi, ki so mi zaupani, iz trenutka v trenutek. To pomeni, na eni strani je prihodnost, na drugi strani pa Frankl imenuje, je pa polje usodnega. Ko slišimo besedo usoda, pomislimo na kaj navadno? Nekaj, kar se bo zgodilo, ne? Pa neizbežno je, ne? In potem, ko ne vemo, kaj se bo zgodilo, pokličemo na ono številko, katero že? Na katero pokličemo? 090, kdo ve naprej? Ne? Pokličemo na številko. Frankl pravi ne. Ne. Usodno je tisto, česar ne moramo več spremeniti. Ne moramo pa spreminjati preteklosti. In to je polje usodnega. Seveda, veliko vprašanje pa je zdaj tukaj noter, kaj narediti s stvarmi, ki so v preteklosti, pa nas bremenijo. Ne vem,
nas navdajajo z občutki krivde, nas navdajajo z občutki jeze, nas navdajajo z občutki razočaranja, z občutki strahu, z občutki notranje negotovosti, z občutki in tako naprej. Kaj narediti s stvarmi, ki jih ne moremo spremeniti? Ljudje nismo supermeni. Se spomnite, se kdo spomne tistega prvega filma Superman? Akcija taka, prva taka je bila, se mi zdi, tam v 80-ih letih. Ne? Za dobro akcijo mora biti kaj? En glavni junak, kaj še? En antijunak, kaj še? Pa neka krizna situacija mora biti, kaj še? Še dve stvari nujni. Ena fajn ženska mora biti posredi, če je blond, je še boljš navadno, a ne? In pa en dober avto mora biti, če je rdeč, je tudi v redu, a ne? Se spomnite, kaj se je dogajalo s tem Supermanom? On je bil na neki akciji, tam noter, ne vem kaj, reševal cel svet, vesolje, ne vem koga vse skupaj. Ta njegova ženskica se je pa peljala z avtom in se je zgodil nek potres. Se kdo spomni tega? Mi, ki smo nekoliko starejši, a ne se tega spomnimo, ja. Torej, se je zgodil nek potres, razklala se je zemlja in ženskica je padla noter v tisto luknjo in je umrla. V usodnem je, ne? Smrt je v usodnem. Ampak Superman, ko je to slišal, s tako hitrostjo se je vrtel nazaj, da je zavrtel zemljo, zavrtel čas in tisti avto je prilezel ven, luknja se je zaprla na cesti in svojo ženskico je spustil varno in srečno mimo. Lejte, mi nismo supermeni, ne za svoje življenje, ne za življenje drugih, da bi na takšen način reševali neke stvari, ki so se zgodile v preteklosti in ki nas mogoče bremenijo danes. A veste, veliko ljudi trpi zaradi občutkov prikrajšanosti. Moja mama je imela sestro rajši, kakor mene. Mogoče je bilo v družini nasilje, mogoče pijača. Skratka, neke zelo boleče stvari, ki so mogoče zelo globoko zaznamovale naše življenje. Mnogi ljudje nosijo ogromno jeze na svoje starše. Ne morejo odpustiti, privezani so na to situacijo. To pomeni, če ne moremo spremeniti preteklosti in je ne moremo, tudi nekih objektivnih zadev ne moremo spremeniti, a ne? Ne vem, to, da se dogaja terorizem, da bombe padajo, da to, da tisto. Noben od nas tega noče, a ne? Noben od nas tega noče. Ampak ni pa v naši moči osebni, da bi to karkoli spremenili. Torej, če ne moremo spremeniti tistega, kar je v usodnem, kaj lahko potem naredimo? Kaj pravi Frankl? Sprejmemo oziroma na to situacijo pogledamo z drugačnega zornega kota. Sprememba stališča, Frankl to imenuje. Torej, na stvar, ki je ne moremo spremeniti, jo lahko vidimo iz drugačnega zornega kota. A veste, zorni kot je v življenju ena zelo pomembna zadeva. Če se gremo zdaj eno čisto tako kratko, drobno vajo, zamrznite pogled. Zamrznite pogled. Zamrznite pogled, dobro? Gospa, kaj vidite vi? Gospa vidi tam ono zaveso. Kaj vidite vi? Stičišče tistih črt. Kaj vidite vi, gospa? Črke tam noter. Aha, kaj pa vi, gospa, vidite? Pa ta drugo zavesa tamle noter. Kaj pa jaz vidim? Ja, en kupenih takih prijaznih ljudi z zamrznenimi pogledi, sicer ampak v redu, se zgodi, a ne? Tale drobna vaja, kaj nam je tale drobna vaja povedala?
percepcija, ne? A veste, mi smo objektivno v istem prostoru. Objektivno. Ste že kdaj bili v kakšni komisiji za inventurni komisiji? Ste bili kdaj? Ne? Če bi zdaj tukaj šli preštevati ljudi in tako naprej, stole, ne vem kaj vse skupaj. Ja, ne? Objektivno nas je toliko in toliko sedaj noter, toliko in toliko stolov in tako naprej. Ampak vsak izmed nas vidi to resničnost z nekega svojega zornega kota. Problem je, ko govorimo o preteklosti, o stvareh, ki jih ne moremo pustiti tam, kjer so bile. Problem je v tem, da te dogodke navadno gledamo, vidimo in opazujemo vedno iz enega in istega identičnega zornega kota. Vidimo zgolj en izsek. In Frankl pravi, sprememba stališča pomeni to, poskušaj to isto resničnost pogledati z drugačnega zornega kota. Rekli smo, da je zorni kot zelo pomembna zadeva. Kaj je to za ena zadeva? Nek gospod pleza tukaj, je tako? Kaj je nevarno? Ja, se je pa kar orank noter v steno nekam zaplezal, ne? Prosim? Lahko se pijan plazi po 4, če bi dol položili, ja. Če pa to isto sliko pogledamo z nekoliko drugačnega zornega kota, a ne? A veste, zorni kot dejansko spremeni vse. In na terapevtskih srečanjih, ko se pogovarjamo o preteklosti, pa tudi o sedanjosti, ko iščemo smisel v nekih dogodkih, ki so samo po sebi izgledajo na prvi pogled, nimajo nobenega smisla za moje življenje. Kaj iščemo? Ja, iščemo predvsem to, ali je mogoče na to situacijo pogledati tudi drugače. In če da, kakšno ravnanje potem to narekuje meni v vsakdanjem življenju. Torej, v življenju počnemo stvari, ki se nam zdijo glede na trenutno situacijo smiselne. Razmišljamo malo, oziroma razmislite malo o stvarih, ki jih počnemo rutinsko, nekatere, ali pa, ne vem, mogoče je kakšen izmed vas pred kakšnimi pomembnimi življenjskimi odločitvami, majhnimi, velikimi. Čeprav z odločitvami vemo, da je tako, ne? Da tiste, ki so se na začetku zdele najmanjše, so potem navadno prinesle največje spremembe v naše življenje. In ko ste se prvič zaljubili, spomnite se tiste prve kave, ki je bila čisto nedolžna. Kaj se je pa potem zgodilo od tam naprej, ne? Torej, odločitve, ne? Kaj nas vodi v našem odločanju? Kaj nas vodi v našem odločanju? Poleg čustev, Frankl pravi, zelo pomembna je naša vest, ustaviti se, pogledati vase. Danes brzimo. Kje se ustavljamo? Kdaj se ustavljamo? Kdaj sem sam s seboj? Sem sam s seboj. Kje najdem tiste trenutke? A si jih vzamem? Veste, danes moramo biti, včasih se mi zdi, prav, kako se temu reče, malo ljubosumni nase v smislu, da si vzamemo tisto, kar se mogoče večini dan sploh ne zdi pomembno. In tudi nas tera v nek ritem to življenje, da ne dohajamo samih sebi. Ampak danes je tak čas, da je potrebno nekatere stvari narediti za nalašč.
Za nalašč si bom vzel čas zase. Za nalašč bom pomislil na tako naprej. Ne? V partnerskih odnosih. Ja, za nalašč si bova vzela vsak dan, vsak teden, ne vem. Torej, kaj počnemo, kakšne izbire delamo? Tiste, ki so nam smiselne. Za zaključek pa še par misli o tem, kar je bilo na začetku, kar je Blanka na začetku izpostavila. Torej, Frankl pravi, da nismo mi tisti, ki zastavljamo vprašanja. Čeprav danes emancipiran sodoben človek, središče sveta, središče vesolja, vsak izmed nas, svojega kozmosa, imamo zelo ta občutek, da smo mi tisti, ki zahtevamo, zastavljamo vprašanja in tako naprej. Ne? Frankl pravi ne. Življenje nam zastavlja vprašanje. Mi smo poklicani, da odgovarjamo. Kajti vsaka situacija, vsaka okoliščina, v kateri se znajdemo, je za nas klic, je za nas trenutek, ko nam življenje pošilja, daje neko nalogo. Ne vem, spomnite se, tisti, ki imamo otroke že. Sem se odločil, da bom imel otroka in sva imela otroka in sva dobila otroka. Super. Ampak v tistem trenutku, ko smo prijeli drobno bitje v roke, smo kaj začutili? Da smo dobili neko ogromno nalogo, ki nam jo je življenje postavilo. To pomeni, življenje je večje od nas. Mi smo pomembni, smo dragoceni, smo enkratni. Vsak izmed nas. Krasni smo. Ampak življenje nas pa naslavlja z nekimi nalogami. In vsak izmed nas ima neko poslanstvo, kot je bilo rečeno na začetku. Nismo za brez veze tukaj. Nismo za brez veze tukaj in sedaj. Nismo za brez veze ravno mi v življenju ljudi, s katerimi pač delimo ta krog svojega življenja. Neko nalogo imamo. Vsak izmed nas. A veste, in zato je potrebno biti v stiku s seboj, da sploh vidimo to nalogo, da sploh slišimo to nalogo, da jo sploh prepoznamo, da sploh zaznamo, da smo na potezi, da moramo nekaj narediti, da nas življenje nagovarja. Frankl ima eno tako zelo lepo primer, o tem pravi, nekje v eni knjigi noter piše, da je življenje tako kot potok. Ne? Predstavljate si potok in po tistem potoku plava nešteto nekih pisem. Nešteto nekih pisem. V vsakem trenutku pride kakšno pismo, ki je naslovljeno tudi name. In čem je modrost življenja? Da prepoznamo tista pisma, ki so naslovljena na nas in jih potegnemo iz potoka, jih odpremo, odgovorimo in da pustimo vsa tista druga pisma, ki sicer tudi plavajo tam mimo, ampak niso namenjena nam, ampak so za nekoga drugega. Naj vsak sam pomisli, koliko svojih pisem vleče iz reke življenja in koliko pisem, ko ga odpreš, pa vidiš, čak malo. Sicer vse kuverta je bila lepa in tako naprej, ampak to ni naloga zame. Vprašanje vesti v tej točki, ki smo jo omenjali na začetku. Če nismo v stiku sami s seboj, preprosto ne moremo slišati te svoje vesti. Frankl pa pravi, da je vest, pazite, vest je organ smisla. Vest je tista, ki vsakemu izmed nas pokaže, lej, to je tvoje pismo, odpri ga in naredi, kar moraš narediti. Spomnite tistega gospoda na začetku. Se ga spomnite? Prepoznal je v vesti nalogo, kljuboval
In sledil temu. A veste, vse takih prizorov je bilo veliko, ste slišali za tega leblaženega, kako se je že pisal tale iz koncentracijskega taborišča, Mandič, Maksimilijan Kolbe. Ne? Ste slišali, kdo je slišal poleg gospe? Ste slišali, poznate zgodbo, a ne? Kako je ta možakar, duhovnik je bil, v tistem trenutku v koncentracijskem taborišču prepoznal pismo, ki je naslovljeno nanj. Šteli so 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10, 10, 10. Streljali so jih, a ne? Ali v plinsko celico peljali. In ko so potegnili ven nekoga, je začel obupno kričati, jokati. Ne mene, 4 majhne otroke imam. In v tem glasu tega očeta, obupanega, je ta Maksimilijan Kolbe, zapornik, tako kot on, rekel, to je pismo zame. Kaj je naredil? Stopil je ven in je rekel, dajte njega nazaj, vzemite mene. Radi živimo, a ne? Radi živimo. So dali tistega očeta nazaj in so vzeli njega. In je on končal v plinski celici. Veste, ta moč, duhovna moč človeka. Noro, ne? Ker logično je, 9, 10, mater, dobro, da sem bil 9, sorry. Dobro, da me je falilo, a ne? Šlo je mimo. Ne? Falilo ga je in on je v tem prepoznal svoje pismo. Ne? Svoje pismo. Nalogo, ki jo moraš opraviti v tem trenutku. V tistem trenutku. Lahko bi rekel, saj se spogledujem s to ne mislim, ampak danes ne bom zdajle. Sej, naslednjič bo spet štel, pa mogoče me bojo falili, pa se bom takrat to enačil. Ne? Jutri ne pride nikoli. Torej, ključno je to, ne kaj mi pričakujemo od življenja, ampak kaj življenje pričakuje od nas. To je eno tako vprašanje, ki vzemite si ga, pojdite z njim domov s tem vprašanjem. V tem trenutku danes, ne kaj včeraj pričakovalo, kaj bo jutri pričakovalo, ampak danes kaj življenje pričakuje od mene. Na različnih področjih, ne vem, v kakšnih amplitudah vsakdanjosti je vsak izmed nas. Katera so torej pota odkrivanja smisla? Prva pot, več jih je, ne? Več različnih, omenil bom samo 2, ki jo Frankl omenja. Živeti za nekoga. To pomeni, ko mi odkrijemo poslanstvo, poslanstvo je vedno za nekoga drugega. Ne? Poslanstvo ni nekaj, je sicer moje, ampak ni namenjeno meni. Poslanstvo je vedno usmerjeno na druge ljudi. A veste, če jaz zdaj le govorim, pa če so me povabili, da naj govorim, če imam jaz ta dar, da rad govorim, a je to namenjeno meni, dar zame? Kaj, ne grem v kopalnico, pa samo sebi razlagam to? Torej, poslanstvo je vedno nekaj, kar je sicer dano nam, ampak je za druge. Kar pomeni, ena od temeljnih načinov, kako osmisliti svoje življenje, je živeti za nekoga, darovati se. Tukaj bi lahko govorili na dolgo in na široko o naših partnerskih odnosih. O tem, če imamo otroke, kako smo v odnosu do njih. O tem, če imamo svoje starše, če imamo, za koga živim, komu posvečam jaz svojo življenjsko energijo. Če ne najdem nikogar, če se vrtim okoli samega sebe,
pravi Frankl, se zelo hitro znajdemo v spirali absurda, v spirali nesmisla. Fajn avto imam, lepo se imam, uživam in na izlet se bom peljal in jutri sem spet peljal na izlet in denarja imam dovolj in vse je krasno in super. A je res? Ni. Čez 3 dni ti bo dolg čas ratalo, si mislim, a ne? Si mislim. A veste, kako je boleče poslušati včasih na terapiji, ne vem, zdaj imam v mislih neko gospo, ki so bili na križarjenju, imajo svojo 20-metrsko jahto. En mesec ali koliko cajta po Kornatih, pa ne vem, kako to se skupaj. Veste, 20-metrska jahta, najbolj nore, lepe zalivčke, modro morje, ni da ni. Kdo bi si želel iti? Gremo? Bi šli, ne? Bi šli, a ne? In ko pride potem po enem mesecu in pripoveduje o tem, kako nista z možem ves ta čas spregovorila verjetno več kot 100 besed, kar so šli v trgovino, so šli, kar je bilo vsak sam, osamljena. To pomeni, če ni tukaj noter nekega prepoznane neke naloge, nekaj, da moram vlagati, da moram iti preko sebe, živeti za nekoga, živeti ljubezen, se zelo hitro zgubimo v nekih labirintih lastnega nesmisla. Potem druga pot je živeti za nekaj. A veste, včasih se zgodi, da se znajdemo v življenjski situaciji, ko preprosto ni več ob nas ljudi, ki jih imamo radi, ali se ne čutimo več pripravljene, se ne čutimo več sposobne. Frankl pravi, pomembno je odkriti neko stvar, za katero boš živel v tistem trenutku. Recimo Elizabeth Lucas je pri svojih 70 letih, tam je moja profesorica Cveta Pahlina, Elizabeth Lucas je glihen toliko stara kot Cveta, a ne, kakšno leto starejša. No in ta gospa Elizabeth Lucas je pri 70 letih nehala predavati bolj ali manj, ker je rekla, da se mora v življenju, oziroma da je prišel čas, da se v življenju posveti nekaterim drugim zadevam. In je pri 70 letih začela, dobro, piše knjige na veliko, in začela se je učiti, kaj mislite kaj? Klavir. Ampak kaj to pomeni z drugimi besedami, ne? Da nikoli nismo preveč stari za to, da odkrijemo v sebi neko poslanstvo in ga živimo. Zaključil bom s tem, s čimer sem začel. Da življenje ni nekaj, ampak je priložnost za nekaj. Veste, življenje, ja, nam je dano, ampak to je tako kot prazna posoda. Je pa ena krasna zadeva, to, kar nam je podarjeno, ker na ta način lahko nekaj naredimo iz sebe, za druge in pa seveda še posebej za tiste, ki so nam postavljeni na pot življenja. Jaz se vam zahvalim za pozornost, mislim, da je 1 ura minila, Blanka je, tako da hvala lepa.